poslanskih skupin pripravljate na politično jesen. Katere stranke, vaše konkurenčne stranke, tako v opoziciji kot v koalicijskem delu, so kar zagrabile to celoletno politično dogajanje in že kar precej delajo na nekih strategijah, kaj se zna zgoditi z parlamentnim politikom jeseni. Kaj pa pri vas? Zdaj, ne potrebuješ neke velike strategije, da bi lahko ugotovili, da bo jeseni vlada še vedno imela neko podporo, vsaj pri ključnih zadevah, zaradi različnih razlogov, predvsem zaradi tega, ker nekateri poslanci delujejo dokaj interesno, če temu lahko tako rečem. Nima pa vlada podpore v javnosti in tle zelo lahko suvereno trdimo, da ne vlada, ne državni zbor nimata legitimnosti, ker nimata podpore v javnosti. In edina rešitev za to, vse skozi zagovarjamo predčasne volitve, so volitve. Da pa lahko pridemo do predčasnih volitev, pa potrebujemo 46 glasov, opozicija jih ima trenutno 43. Glede priprav na jesen, glede priprav na morebitne predčasne volitve, ki jih po mojem mnenju še ne bo, pa je treba vedeti, da LMŠ je mlada parlamentarna stranka, ki smo neobremenjeni z nekimi preteklimi zgodbami, a vseeno dovolj izkušeni, saj smo vodili vlado in sedaj v opoziciji smo dokaj aktivni in včasih ali pa velikokrat gonilna sila nekaterih akcij opozicije. Smo pa odprta stranka, kljub temu, da mogoče kdo govori ali trdi drugače. V zadnjem času se nam je priključilo kar nekaj ljudi, delujemo v programskih odborih, predvsem nam je pa zelo jasno, da nikakor ne moremo sodelovati s strankami ali skupinami, ki ne spoštujejo pravnega reda države, ki ne spoštujejo ljudi, ki na nek način nas sramotijo na mednarodnem prizorišču, in to so stranke, ki so v tej vladi, in to so stranke, ki podpirajo to vlado. Tako da mi zelo jasno načrtujemo to, da bo opozicija 4 strank na naslednjih volitvah zmagala in ta opozicija 4 strank tudi tvorila novo vlado, ki bo prvi korak v normalizaciji razmer v državi. Z temi drugimi strankami z opozicije že sodelujete. Vem, da so se na vas obračali ljudje iz neke akademske sfere, Rado Bohinc, Ivan Svetlik in Vestan Pejovnik in na nek način poskušali z neko idejo predvolilne koalicije. Ali ta predvolilna koalicija oziroma koalicija v opoziciji vendarle že ne funkcionira z sodelovanjem prvakov strank, ki se redno, koliko vem, se vi redno srečujete tedensko? Prvaki strank opozicije se redno srečujejo tedensko, vodje poslanskih skupin celo večkrat. Tudi glasovanja v državnem zboru so usklajena in marsikatero škodljiv zakon smo zrušili oziroma ga popravili do te mere, da ni več tako škodljiv, kot je bil na začetku. Tako da neke posebnega združevanja, povezovanja ne vidim potrebe, ker ravno ta različnost teh 4 strank nas bogati. Je pa jasen dogovor. Te 4 stranke bodo oblikovale naslednjo vlado, ko bodo seveda zmagale na volitvah, in predsednika vlade bo dala tista stranka, ki bo znotraj teh 4 dobila največ glasov. In to je dogovorjeno in nekako logično, zaradi tega ne potrebujemo nobene posebne koalicijske pogodbe. Kaj pa neki novi obraz, ne? Celo leto se špekulira, govori, celo išče, se pravi izven vas 4, ali pa celo prišli tudi do vas, recimo primer Jožeta Damjana. Skratka, koliko bi tak nek nov obraz, kaj bi prinesel v sodelovanju v opoziciji in kaj bi to pomenilo za LMŠ? Bi bila to konkurenca, bi bila to neka nadgradnja, bi bila to tako malo kredibilni obraz? Kljub tega, da imate vi predsednika stranke, ki se normalno vodstvo stranke, ne vem, povezal te 4 opozicijske stranke, kaj bi to pomenilo, če bi se kdo pojavil? Zdaj,
LMŠ nima več samo predsednika stranke, ampak ima tudi zelo aktivno poslansko skupino in kar nekaj strokovnjakov, ki delujejo v programskih odborih LMŠ-ja. Glede novih obrazov, recimo temu, da se na vsake 2 meseca pojavi nek nov obraz, pa se je pojavila gospa Pivec kot nova stranka, pa gospod Leben, pa se je govorilo o Tomažu Veselu, pa se je govorilo o gospodu Čeferinu, pa še kom se govori. Mi tega ne jemljemo kot neko grožnjo, jemljemo pa to kot nekaj, kar bogati naš politični prostor, ker mi, se pravi, ta država ne more staviti na eno ime. Ta država vidi, kaj se je dogaja, ko eno ime odloča vsem. In uspemo lahko samo v sodelovanju vseh nekih zdravih sil, ki prvič spoštujejo pravni red te države, spoštujejo ljudi, predvsem se mi zdi pomembno, to smo izgubili v zadnjem času, da ta vlada enostavno ne priznava, da so v centru, v središču ljudje in okolje, v katerem živimo. Ni država, se pravi, center vsega, niso oni pridobili oblast v last. Oni imajo nalogo upravljati v imenu ljudi, vseh ljudi. In tukaj se je izgubila SDS skupaj z Novo Slovenijo in ta del bo treba ponovno vrniti nazaj. Da je politika zaradi ljudi in ne obratno. Kako gledate na gospoda Zorčiča, to skupino nepovezanih poslancev, vem, da imajo, da bi tudi LMŠ-ja, da bi se priključili, gospod Zorčič napoveduje, kako se temu reče, tipanje terena za morebitno ustanovitev vlade. Glejte, gospod Zorčič po eni strani govori, da je politični prostor razpršen, da bi se bilo treba povezovati, po drugi strani pa je med vrsticami, bomo rekli, napovedal možnost ustanovitve strank. Vabilo LMŠ-ja, da vsi 4 nepovezani poslanci vstopijo v poslansko skupino, delajo aktivno v poslanski skupini in tudi v stranki, še vedno velja. Ali se bodo odločili, je pa na njih. Mi bomo svoje delo še vedno naprej upravljali, se pripravljali na volitve, ne glede nas bo 14 ali 18 ali 16 poslancev. Kaj pa Desus, poslanci Desusa, ki so na nek način jeziček na tehnici, vem, da se zdaj ne ampak kaj pa je z njimi, so pokazali, kje so, se pravi, v bistvu pridružena stranka vladne koalicije? Ta vlada, ki jo vodi SDS, ima 2 krili, lahko rečemo. Eno krilo SDS-a je Nova Slovenija in drugo krilo SDS-a so Desus, SNS, SMC in včasih tudi poslanca narodnosti. In te poslanci, te stranke so dovolili, da smo prišli do točke, ko se pravna država ne spoštuje, ko se ne spoštuje ljudi, ko smo v Evropi problem. V predsedovanju, ko bi mogli biti del rešitev, smo problem. In moj odgovor glede Desusa in Nove Slovenije je, da v neki novi vladi, neki vladi, ki spoštuje demokratične temelje, pravno državo, ljudi, take stranke, ki dovoljujejo to, kar se nam danes dogaja, ne morejo sodelovati. Če že pragmatično tudi za voljo štetja, recimo, da bi imela nova kategorija, čisto hipotetično, da pač deva, da sedanja opozicijska stran spet vodi vlado, pa da je znamka par glasov tudi za voljo parih glasov. Glejte, dovolj je bilo pragmatizma v tej državi in pragmatizem je se pripeljal do 3. Janševe vlade. Po volitvah, ki so prvi korak v normalizaciji, po temu in trdno verjamem, da bodo 4 opozicijske stranke zbrale dovolj glasov, da oblikujejo vlado, bo čas, da povrnemo zaupanje ljudi v institucije. Tudi tako, da se bodo te institucije depolitizirale. Depolitizacija policije, NPU-ja, FURS-a, se pravi, vsega, kar je ta vlada s nekimi svojimi nestrokovnimi kadri prepletla. In mogoče, jaz v to verjamem, bo čas, da se nove kadre
izbiran na podlagi meritokracije, strokovno, po nekih referencah, integriteti, ne po članski izkaznici. Vsekakor pa verjamem, da stranke, ki so omogočile ponoven vzpon in rušenje države Janezu Janši, ne morejo tvorno sodelovati v novi koaliciji. Kako gledate na ta zadnji referendum o vodah, praktično plebiscitarno proti zakonu, velika pokuta, velika zaušnica Janševi vladi, je bil ta rezultat, glede na to, da je na nek način bilo javno razumljeno, da je ta rezultat dosegla pravzaprav civilna družba, mlajša generacija, ekologi, ki so se angažirali, seveda tudi s pomočjo strank opozicije, pa vendarle v javnosti je predstavljeno to, da se zdaj zares močno v zadnjem letu probudila civilna družba. Na kakšen način jo boste upokonirali v neke svoje prihodnje politične programe? Država mora izkoristiti vse potenciale, ki jih ima na voljo. In to je dolžnost vlade. In tudi civilna družba je del teh potencialov in z njo je treba vse skozi komunicirati, predvsem pa omogočiti, da svobodno deluje, tudi kritizira vlado, da je lahko kritična, brez kakršnihkoli posledic. Na ta način si jaz predstavljam civilno družbo, ker to nas bogati in to nas sili še boljšim rešitvam, ki jih lahko vlada in potem parlament sprejme. So se pa v tej referendumski zgodbi zbrali vsi tisti, ki jih ta vlada na nek način prezira in še danes v izjavah ocenjuje, da ljudje niso vedeli, o čem odločajo. Vidite, to je tisto, kar je treba spremeniti. Ljudi je treba dati ponovno v središče. Okolje, v katerem živimo, je treba dati ponovno v središče odločanja. Glede na to, da spet civilne družbe, ti, ki pač vodijo na nek način te protivladne proteste celo leto, ali pa ti, ki so se zdaj tudi angažirali v referendumski kampanji, vsi ti obrazi, ki videli tega, pravijo, da se strankarsko ne nameravajo angažirati. Vidite v tem neko novo obliko sodelovanja med aktualnimi političnimi strankami in civilno družbo, oni bodo ostajali, bodo pa bili aktivni državljani, ki bodo odpirali posamezne teme, ne samo te ekološke, kakšne socialne, zdravstvena, recimo reforma, ki je potrebna, pokojninska reforma, ki je potrebna. Kaj si s te strani lahko obetamo, vlaganje referendumov tudi za prihodnje mandatu? Ne, če bomo znali voditi dialog s civilno družbo, če jih bomo znali slišati, če bomo skupaj pripravljali predloge in kar nekaj izzivov je pred nami, okoljska kriza, se pravi podnebna kriza, tudi pokojninske reforme ne moremo delati na način, da ne razmišljamo, kako bomo omogočili mladim stanovanja in dobra delovna mesta. Če bomo znali, jaz verjamem, da v LMŠ to znamo, sodelovati s civilno družbo, potem je lahko to samo dobro. Se pa moramo zavedati, da zaradi svoje majhnosti ne smemo izključevati nikogar, razen tistih, ki ne spoštujejo demokratičnih temeljev naše države. S tistimi pač ne moremo sodelovati, saj v LMŠ. Kaj ste lahko prve korake, ki ste se delali v opoziciji, vaša poslanka, napovedala celo vrsto interpelacij za posamezne ministre. Skratka, pričakujemo lahko, z vaše strani, precej tega pestrega dogajanja. Predvsem se bomo, verjamem, v opoziciji pogovorili o nadaljnjih ukrepih. Je pa dejstvo, da si interpelacijo vsekakor zasluži okoljski minister, že zaradi odnosa, kako je odreagiral na referendumski rezultat. In ja, to interpelacijo bomo predlagali opoziciji, da jo vloži. Ja, seveda, ampak vse v dogovoru 4 opozicijskih strank. Hvala. Hvala.